Prijazen pozdrav vsem skupaj, ker so se v šolskem polju in sicer v javnosti pojavljale številne informacije in interpretacije, kaj pomeni naučbeniški model, je prav, da ga pojasnimo na ministrstvu. Zato hvala, da ste prišli in da lahko seveda imamo priložnost, da tudi, tako kot je bilo začrtano, začnemo izvajati nov učbeniški model. Gre za trajen in vzdržen model učbeniške politike in seveda ta mora in temelji na vnaprej začrtanem in stabilnem financiranju. Veste, da so učbeniški skladi bili zelo različno financirani v obdobju zadnjih 10 let in prav zato je zelo pomembno, kot sporočilo vsem, najprej seveda učencem, učenkam, staršem in seveda šolam ter tudi založnikom, da želimo vzpostaviti kakovostno in razvojno naravnano politiko učbeniških skladov. Zato je bistvena novost, da šola prejme kvoto sredstev, preračunano po številu učencev in vrednostih točk. To je bilo tudi navedeno v prvi okrožnici, ki so jo dobile šole nedolgo tega. Drugi del je, da s tem, kar pridobijo vsako leto šole, ravnatelji, učitelji, ki se avtonomno odločajo o izboru gradiv, seveda še vedno ob soglasju staršev, ustrezno razdelijo glede na zatečeno stanje in seveda glede tudi na prihodnje potrebe šole. To pomeni, da še vedno imamo soglasje staršev, da pa nimamo izposojevalnin. Prav tako je zelo pomembno, da šola na tej osnovi gradi in je odgovorna za dolgoročno politiko, ne le zagotavljanja vseh veljavnosti učbenikov, ampak seveda tudi načrtovanja vnaprej. To je slika, ki kaže v resnici, kako različno so se polnili učbeniški skladi z vidika financiranja. In če pogledate to obdobje, je nekaj, kar je mene in mojo ekipo pričakalo, ko smo seveda pričeli z delom na tem ministrstvu. In zato upam, da si zaupamo tudi vnaprej, da če smo v zadnjih 2 letih stabilno financirali učbeniške sklade, bo temu tako tudi vnaprej, prav zato vzdržen in trajen model. Torej, temeljimo na stabilnosti, predvidljivosti in začrtani politiki ne le danes, ampak predvsem za leto prihodnje. To, da so šole bile seveda izpostavljene takim nihanjem, ni prav. In razumemo in tudi razumljivo je, da si tudi vnaprej želijo ustvariti neko trdnost in stabilnost in tudi verjeti v to, da bodo sredstva tudi ustrezno zagotovljena. Zato verjetno tudi precej vznemirjanja, ne samo v preteklosti, ampak tudi danes ob novem modelu na ravni šol, v smislu seveda, ali bodo sredstva v resnici zagotovljena. Poudarjam, sredstva so bila zagotovljena že v zadnjih 2 letih in bodo tudi v prihodnje. Kaj pomeni zdaj to novo financiranje? V 1. razredu sprememba. In sicer staršem ne bo potrebno nič doplačevati, ne govorimo o nikakršnih subvencijah, kar so interpretirali v svojih okrožnicah založniki. To ne drži. Drži pa, da morajo šole spoštovati veljavnost učbenikov in zagotoviti, da se v 1. razredu ustrezno kupijo gradiva, za katere se odločijo učitelji oziroma učiteljice in seveda tudi starši s svojim soglasjem. Ta učbeniška gradiva, torej učbeniki, delovni zvezki oziroma učna gradiva kot celota, so pa seveda tudi na trgu različno vrednotena. Založniki jih tudi zelo različno povezujejo, konvertirajo, kot rečemo temu, in zato imajo tudi različne cene. Najdemo komplete gradiv od 30 € do 120 €. To je odgovornost odločanja tako učiteljev, seveda ob soglasju staršev, kot seveda sledenja učnim ciljem in zagotavljanja kakovosti gradiv, ki jih bodo otroci dobili na mizo. Hkrati poudarjam še enkrat, ni izposojevalnin in staršem prvošolcev učnih gradiv ne bo potrebno doplačevati. Gre pa v resnici za strokovno in avtonomno odločitev šole, posamezne šole, posameznega strokovnega aktiva, posameznega ravnatelja, učitelja. Zelo pomembno je, da v resnici vodi šola dolgoročno politiko. Zakaj? Kajti v obdobju, ki sem ga prej pokazala, tole obdobje, so seveda se morale šole znajti same, velikokrat ad hoc, na kakšen način reševati predvsem neveljavnost učbenikov. Zato je zelo pomembno, da v resnici imamo začrtano
ne samo financiranje in zagotavljanje tega financiranja, ampak seveda tudi celotno sliko stanja na posamezni šoli in slike stanja na posameznih šolah so različne. Kot veste, smo mi v letu 2015 in v letu 2016 obnovili 3. in 2. triado, letos je prvenstvena v obnovi 1. triada, to pa seveda pomeni, da se približujemo na nek način stanju uravnoteženja učbeniških skladov, torej celovite obnove vseh neveljavnih učbenikov. In ne le neveljavnih, seveda tudi tisti, ki so bila uničena kot gradiva, ki so bila obrabljena, ki niso več kakovostno primerna za uporabo posameznega učenca oziroma učenke. Točke in število učencev dajo preračun celotne vsote na šolo. To je zelo pomembno sporočilo, ker interpretacije so bile različne. Ali bomo lahko v prihodnje še dvigovali vrednost točk? Seveda si bomo zato prav na tem ministrstvu še kako prizadevali. V tem trenutku je vrednost točke v letu 2017 5 evrov, izračunajo se točke za celotno šolo in s tem šola dobi tudi kvoto sredstev, ki jo razporeja ustrezno glede na zatečeno stanje. Hkrati to pomeni, da se kupujejo seveda takšna učna gradiva, učbeniki, delovni zvezki, kar sem že povedala, s kateremu se kakovostno zadosti učnemu procesu, predvsem pa zagotavljanje učnih ciljev in staršem zato ne bo treba nič doplačevati. So pa, kot veste, šole, ki tudi ne uporabljajo nobenih gradiv. So šole, ki uporabljajo obsežna gradiva, tudi v 1. razredu, in so seveda šole, ki imajo neko vmesno politiko. Ponavljam, to je strokovna, avtonomna odločitev učitelja, učiteljice, ravnatelja, ravnateljice in seveda soglasja staršev. Zato tudi je razumljivo, da je vprašanj veliko, torej v kakšnem obsegu smejo zdaj šole naročati te učbeniške komplete za 1. razred, poudarjam, odločitev na ravni šole. Sredstev je dovolj. Kaj bomo še skrbeli vnaprej? Zelo pomembno, tukaj smo tudi v dialogu z aktivom staršev oziroma združenjem staršev, z gospodom Medenom. In sicer enkrat letno bo potrebno predložiti ministrstvu analizo stanja in na podlagi analiz oblikovati ustrezna priporočila glede razvoja učbeniške politike in dejanskega udejanjanja novega modela. To je z vidika Zavoda Republike Slovenije za šolstvo. In seveda tudi preverjati kakovost učbeniških gradiv, torej tako delovnih zvezkov, kot seveda drugih gradiv. Še bolj pomembno pa je, da bomo v resnici lahko uravnotežili ne le način kupovanja, pa hkrati tudi neko transparentnost, ki deluje med šolami, med regijami in seveda tudi na celotnem trgu, da bomo v anonimizirani obliki objavljali najnižje, najvišje in povprečne cene učbeniških kompletov. Mislim, da je tako prav, tako v informacijo staršem, kot seveda celotnemu šolskemu okolju, tudi na koncu odločevalcem, ki se odločijo za neki izbor učbeniškega gradiva oziroma učbenikov in seveda tudi delovnih zvezkov, ki so v resnici še vedno domena staršev. Morda za zaključek, želimo si, da seveda skupaj v dialogu z ministrstvom udejanjamo te korake vzdržnega in trajnega modela vnaprej. Zavedamo se, da je vsaka sprememba ob prvi uvedbi zahtevna, zato tudi več pojasnil, tudi več, lahko rečemo, odgovorov na vprašanja, ki jih postavljajo tako šole, starši, založniki, kar je tudi razumljivo. Kar se tiče zagotavljanja sredstev, pa naj poudarim, mi se bomo tudi vnaprej ne le borili, ampak seveda tudi ohranjali politiko vzdržnosti in trajnosti, kaj ti takšni manjki sredstev, kot so se dogajali v določenem obdobju, seveda zbudijo in žal tudi vzpostavijo precej dolgo obdobje usklajevanja in predvsem, lahko rečem, ravnoteženja učbeniških skladov na vsaki od šol. Vsaka od šol, kot rečeno, se v preteklih letih borila po svoje, zdaj želimo zagotoviti, da je ta sistem predvidljiv. Hvala. Petra Štanc, Mauser, Pop TV. Dve vprašanje bi imela. Prvo, dejali ste, da so učbeniški kompleti nekje na trgu od 30 do 120 evrov, čeprav razumem,
v okrožnici, ki ste jo poslali šolam v začetku maja, ste tudi navedli 6 točk pač za prvošolca. Ali to pomeni, da je najnižja cena, ki jo potem tukaj imajo dejansko šole na voljo, dejansko pomeni tudi nižja kakovost, 30 evrov? Drugo vprašanje, kolektiv svetov staršev ocenjuje vrednost sklada celotnega nekje konzervativno, mislim na 12 milijonov evrov, govori se tudi o 14, ali ga lahko prenovimo v celoti z dobrimi obetimi? Ko govorite o 12 milijonih, govorite verjetno o vrednosti delovnih zvezkov, to je številka, o kateri poroča Združenje staršev, gospod Meden, to so delovni zvezki. Ne, jaz govorim o ceni vrednosti celotnega sklada. Vrednost celotnega sklada pa ni tako enoznačno povedati kar takole. Sklad seveda se je obnavljal se bo šel naprej tudi na tistih šolah, ki niso zmogle seveda ustrezno slediti razvojni politiki. Tisto, kar je pri tem pomembno, ni sama vrednost sklada. Pomembno je, da učenci, učenke uporabljajo veljavne učbenike in da hkrati zagotovimo to, kar smo tudi obljubili v našem modelu, da pričnemo z podporo staršem v 1. razredu. In to je sedaj v resnici celovitost sklada. Delovni zvezki v resnici ostajajo še vedno na plečih staršev. Zato je zelo pomembno, kako se učitelji, učiteljice in seveda starši s svojim soglasjem tudi odločajo za to, kaj je smiselno in potrebno, da se uporablja v posameznem razredu. Seveda si bomo prav na tem ministrstvu še kako prizadevali, da bomo prav skozi analize, ki smo jih napovedali, in to je zelo pomemben projekt, ugotovili, kakšna je tudi kakovost seveda celotnega gradiva. Ne le z vidika načina uporabe, ampak seveda tudi z vidika trajnosti uporabe posameznih učbenikov in učbeniških gradiv. Glede omenjene povprečne vrednosti 30 evrov. Zelo različne so vrednosti glede na strukturo in sestavo učbeniškega kompleta. Vsaka založba na svoj način seveda ponuja, vstopa na trg, želi seveda prepričati odjemalce, kar je popolnoma razumljivo in tržno za založnika seveda jasno. Kako znotraj teh kompletov se odločati? Ali kupiti celotne? So potrebni v nakup celotni ali ne? Ali morda samo deli teh kompletov, pa je presoja učitelja, učiteljice oziroma seveda soglasja staršev. Zato tudi že prej omenjeno, nekatere šole tudi do sedaj niso uporabljale nikakršnih dodatnih gradiv v 1. razredu, celo že pospešujejo e-učbenike, e-gradiva in to smo tudi že navedli v naši okrožnici. Imam dve vprašanji. Eno se navezuje na vprašanje kolegice. Jaz še vedno ne razumem. V 3 letih je treba obnoviti učbenike. V 3 letih je na voljo 9 milijonov. Vrednost učbeniških skladov 12 milijonov. Preprosto izračun pove, da to ne gre. In zdaj me zanima, če razpolagate s podatki, natančnimi podatki, a so vse šole obnovile že za 2. in 3. triado ali niso. To je pomemben podatek, koliko denarja bodo potrebovali v prihodnje. Se pravi to. In potem še eno vprašanje, kaj je z materialnimi stroški? Združenje staršev pravi, da nima podatkov o tem, kakšni so bili materialni stroški pred letom 14. Andreja, kar pridruži se, pa bomo zelo detaljno povedali vse to. Ali mogoče ne dajete iz levega po desni? Absolutno ne. Ravno zato še enkrat poudarjam. Stabilnost financiranja je ključ v odgovoru, da uravnotežimo to področje. Bilo je zelo dinamično in zelo netransparentno v smislu, kaj sploh pričakovati. In zato je ta graf ključen graf. In vemo, na kakšen način in kdaj se je odločalo takole. V prvem obdobju tukajle smo odstranili izposojevalnine, če se spomnite. In zato je tudi porast sredstev bil zahtevan v višjem obsegu. Tukaj obdobje žal velikega varčevanja in tudi določenih odločitev, ki so prispevale k temu, da so sredstva bila izjemno majhna. In seveda so se šole mogle znajti po svoje. Tokrat mislim, da tale del kaže na stabilnost in predvsem naprej pričakovano transparentnost, kar se tiče izvajanja modela. Poudarjam, skrbeli in seveda trudili se bomo, da bo vrednost točk tudi naraščala v korist kakovosti gradiv. Kakovost gradiv pa je tisto, kar je zdaj posrednje sporočilo novega modela. Torej, v dialogu z založniki, starši, šolami moramo predvsem skrbeti za kakovost gradiva. Katero gradivo je potrebno, čemu je namenjeno
in ali vzdržno in trajno, torej tudi v sami fizični kakovosti, ko gre za učbenike, ki jih učenec vsak dan zelo, zelo seveda pogosto vzame v roke, pregleda, prebere. Glede celotnega odgovora pa bi jaz kar prosila, da še Andreja pristopi pa poda še določene podatke. Kar se tiče tega modela, Če lahko kar omeni, Andreja. Kar se tiče tega modela, ga ni mogoče razumeti. Tako malo bliže, prosim. Ga ni mogoče razumeti, če neprestano govorimo samo o denarju in o zagotavljanju denarja. Tisto, kar je ministrica, pa bom tudi o denarju, brez skrbi, ampak tisto, kar je ministrica večkrat danes že poudarila, je kakovost, stabilnost in tako naprej. Zakaj govorim, da tega modela ni mogoče razumeti, ne da bi še te dejavnike upoštevali, ker gre seveda tudi za vprašanje posodabljanja učnih načrtov. Učbeniki sami po sebi niso nič, če seveda niso povezani z učnimi načrti, ker učbenik je po definiciji gradivo, ki pomaga seveda temeljno učno gradivo, ki pomaga dosegati cilje iz učnega načrta. Zato bi vas prosila za toliko trpljenja, da povem še te elemente. Ampak najprej o materialnih stroških. Ministrica je velik zagovornik tega, da moramo neprestano z deležniki se usklajevati in zato smo se usklajevali z deležniki na razne načine. In seveda, ko se usklajuješ, poveš tudi razne ideje. Med drugimi smo pripovedovali deležnikom o tem, da bi sredstva za učbenike vključili v tako imenovane materialne stroške, to pa zato, ker smo hoteli zagotoviti varnost in stabilnost financiranja. Pričakovano transparentnost. In pričakovano transparentnost hkrati. Proračuni se načrtujejo za 2 leti vnaprej. Šlo je za bolj obračunske diskusije, tudi zato, ker je bilo kar nekaj diskusij o tem, na kakšen način in kako plačevati ljudi, ki upravljajo z učbeniškim skladom. Torej, govor o materialnih stroških in da smo to hoteli skriti v materialne stroške, zato hkrati pa ne povečevati in tako naprej, je pravzaprav izraz tistega, kar tudi o čemer je tudi ministrica govorila, ta stopnja nezaupanja v šolskem sistemu zaradi teh valov, ki smo jim bili priča v preteklosti, je pač tako velika, da smo z njo soočeni in da moramo na njo računati. Sprav, čisto nič drugega ni bil predmet pogovora, kot kam je pametno umestiti to učbeniško denar za učbeniško politiko, zato da bi res ohranili avtonomnost, trajnost in stabilnost in varnost in drugega. No, zdaj pa o 12. In seveda namenskost porabe sredstev. To posebej poudarjam.